In kot smo napovedovali, veliko čast nam je, da danes v tem studiu gostimo Roka Predina. Rok, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Seveda, to si milijonkrat slišal, verjetno ne, ampak skoraj tako, da bi Ata bil tukaj. Ne? Ja, malo mlajša verzija. Malo po večjih. Brez zamere. Ne, absolutno. Zoran je jasno, da vedno tudi nam drag gost in se veliko krat slišimo in ga veliko krat gostimo. Rok, ti si sicer malo nakazal, da bi lahko šel po očetovih stopinjah, ne nazadnje si tudi uspešen, izjemen glasbenik, imaš kar enih par albumov zunaj svoje glasbe, tudi sodelovalci pred leti v bendu od Zorana, ampak v principu pa si ti slikar oziroma likovni umetnik. Res je, jaz sem končal Akademijo za likovno umetnost in sicer smer slikarstvo, ker sem odkar pomnim hotel biti slikar. Nikoli nisem hotel biti ne gasilec, ne policaj, ne karkoli druga, ampak slikarstvo je bilo tisto, ki me, ne vem točno zakaj, ampak zmeraj fejs vablo k sebi. Ja, in to je potem bila neka taka izjemna podstat, da si se vseeno malo moderniziral, da nisi šel po poti onih, ko pač niso imeli nič v življenju, pa si uhe rezali, pa vse ostalo in smo se o njih pogovarjali 100 in več let kasneje. Ti si se odločil tudi za animacijo oziroma za grafično oblikovanje. Ja, ker jaz gledam na animacijo kot na sliko, ki je oživela, ne? In še več kot to, ne, dve moje ljubezni združuje, se pravi sliko in glasbo, zvok in sliko, na nek tak način likon, ki mi je ful blizu. Tudi ko sem slikal svoje slike, so bile zelo evokativne in so spominjale, oziroma klicale so po neki animaciji skoraj, da tako da sem nekako naravno to noter stopil. In zdaj vprašanje za, ne bom rekel milijon evrov, ampak za uresničitev sanj in nekih takih tihih aspiracij, mogoče kakih mladih nadobudnih umetnikov v našem mestu. Kak iz Maribora, recimo, ti si šel potem v London in se je tam začelo odvijati, ampak da prideš do sodelovanja z imeni, kot so Rolling Stones, Keith Urban, U2, ne vem, za Madness si delal tudi, Elton če se ne motim, Elton John, in zdaj na zadnje nov video spot Paula McCartneyja za Come Inside. Ja, res. Ne, daj povej, kaj je to, ker se sprašujejo, kako bom jaz z Maribora. Ja, pravijo, veš, da pogumne spremlja sreča, ne? Pogumne in naivne bi dodal. Ker sem takrat davnega leta 2009, ko sva Saro šla v London, šla res na en tak naivn način, kot pravim, zmeraj s kufri na peron. In ne vem, verjetno tudi dobršna mera sreče, ne, ki jo mora človek imeti, ampak se pravi, če se ti izpostaviš na prav način in komuniciraš na prav način z ljudmi, mislim, da te slej ali prej najdejo, še posebej v tako razvitem tržišču, kot je v Londonu, ne, oziroma Velika Britanija, kjer nekako skoraj za razliko od tukaj, ne, se za talent tepejo. Oni tekmujejo, kdo te bo k sebi spravil, kdo te bo vzel na svoj krov, ker vejo, da so to stvari, ki jih ne moreš kupiti, ne? In da talent biva pri ljudeh in da so ljudje kapital. Neverjetno. In kaj potem si tako enostavno, kaj pa za svojimi izdelki? Ker nekomu si moral pokazati. Si rekel naivno. Se pravi, to pa nisem rekel, da je bilo enostavno. Dolgo časa sem seveda svoje stvari pošiljal na veliko naslovov, pisal dnevno, več kot 30 mailov na dan, in po določenem času začel dobivati prve negativne odgovore in potem vsake toliko kakšnega pozitivnega, in potem, ko sem dobil prvo pač naročilo, sem sklenil, da bom dal vse od sebe in za drugo tudi, in počasi se je pač začelo govoriti in tako sem prišel do te produkcijske hiše Trank. So me povabili, da bi bil pri njih kot režiser, in potem sem z njimi naredil veliko nekih odmevnih stvari, in potem postal tam partner pri firmi in tako naprej, in še zdaj nekako smo skupaj. Wow. Če potegnemo črto, na vztrajnost si jo dobo, ne? Na vztrajnost pa na to se mi zdi, da moraš biti malo predrzen takrat, ko si prepričan, da imaš prav. Ne? Ker oni tebe najamejo zato, ker ti neko stvar delaš bolje kot oni sami. Se pravi, moraš biti toliko pogumen, da za svojo vizijo stojiš,
da jo znaš argumentirati in da znaš nekoga nad njo navdušiti oziroma ga prepričati, da je to prava smer, kam greš. Wow. In seveda, ko se ti to zgodi enkrat, dvakrat, potem vidijo, da to ni samo fluk, da mogoče veš, o čem govoriš, in potem seveda ti zmeraj sodeluješ s temi ljudmi in oni imajo radi, ker dimenzija, o kateri se premalo govori, je to, da je še kako potrebno, da je s tabo fajn sodelovati. Si lahko še takšen genij, če s tabo ni fajn sodelovati, ne boš šel daleč. Se pravi, ti moraš naročnika razumeti, kam pa stati so moli, kaj bi on v resnici rad, če tudi tega ne zna povedati, in potem seveda najti nekaj, za čemer lahko tudi ti sam stojiš. Skratka, ta mariborski šarm je pol vseeno prišel prav, ne? Ja, prav je prišel, predvsem bi rekel, da je prav prišla tale uličarska mentaliteta, ki sem jo dobil v Novi vasi 2 v 90 letih, da se nisem pustil, se veš, od nikogar v Londonu in da sem vztrajal. No, res očitno ti je prav prišla, ker tudi en večjih projektov, ne, pred že kar nekaj leti, ampak 60. obletnica vladanja kraljice Elizabete, animacija na Buckinghamski palači na pročelju, ki je šla v svet, videlo je na milijarde ljudi, je vaše delo. Ja, se pravim, včasih delam stvari, ki se moraš učipniti, da vidiš, da ne sanjaš. Ne? Ne vem, zdaj, ko si noter, seveda najprej preblediš, ker je veliko treme, ne? Zdaj imaš celo pročelje Buckinghamske palače, na strehi pa igra skupina Madness, kraljica gleda, še nekaj milijard ljudi po svetu in je to najlepši oder, da se seveda blamiraš. In tudi moram povedati, da ko smo bili na Generalki en večer prej, je stvar izgledala obupno. Jaz sem bil v totalni paniki in sem z Generalke letel nazaj v studio, kjer sem celo noč delal popravke in te stvari in pol zjutraj prišel in dal tisto stvar, ki je potem postala hit. Ja, totalni hit. Njej so pisali članke, tako je resonirala z ljudmi in tisto bila res pol neka odskočna deska. Ampak kako dolgo pa pripravljaš tako animacijo? Manj časa, kot bi si mislil. Mislim, da smo tu ene par tednov imeli, to je vse, kar smo imeli na razpolago. Te stvari se morajo hitro obračati, imeli smo sicer veliko ekipo, ampak kljub vsemu problem je v tem, da redko kdaj dobiš priložnost na tako velikem platnu delati. In seveda, kar je meni takoj postalo jasno, je, da če imaš ti lik, ki je na projekciji velik, ne vem, 50 metrov, se seveda veliko stvari izgubi, neke druge stvari bi moral podariti, barve zbledijo, teksture so drugačne, vse je drugače. Ti v bistvu delaš za projekcijo, ne za ekran, na katerem delaš. In dokler tega ne vidiš, ne znaš prav oceniti, kaj bo, kaj ne. Ko pa vidiš, pa ti je jasno, pa greš hitro. In zdaj pač ne moreš iti vsak dan na Buckinghamsko palačo, to je samo da probamo. Dajte skapo, veš bek, kam skoni, ne delam to. Lahko prosim, date rolete dol. Pa da reči, oni gospena ne hodi, sem pa tja s čajem, če jaz gledam teksture. Tu se ona krona blešči, lahko zapremo okno. Ja, neverjetno, mislim, še imamo toliko vprašanj za Roka, ki je naš gost danes v tem studiu, nadaljujemo takoj potem. V tem studiu gostimo izjemnega umetnika, izjemno uspešnega Mariborčana Roka Predina. Rok, še enkrat dobro jutro. Dobro jutro. Okay, zdaj smo malo obdelali, kak pubec iz Maribora pride do projektov, ki žanjejo slavo in pohvale po celem svetu. Zdaj pa to morda se kdo tak vpraša. Zdaj ti si sodeloval oziroma delal za Stonese, zdaj zadnji novi videospot za Paula McCartneyja je tvoje delo, za YouTube in tako dalje. To verjetno se ne srečaš z njimi, ne? Ali? Ne srečaš se z njimi, mislim, zagotovo ne v času projekta. Ne? Ampak si pa moraš pa biti z njimi v komunikaciji, ker oni so tisti, ki stvar požegnajo oziroma dajo komentarje. Okay, s kom si se vse pogovarjal torej? Posredno sem se pogovarjal z vsemi temi, ki si jih omenil. Z Beatlesi, z dediči od Lennona, od Harrisona, z Yoko Ono sem bil v stiku, seveda McCartneyjem, Jaggerjem, te stvari. To so ljudje, ki oni so tisti, ki to požegnajo, se pravi. In kdo je naredil nate največji vtis tak med vsemi velikimi imeni, s katerimi? Tisti, ki sem ga pa osebno spoznal, Elton John, za katerega sem zmeraj mislil, da bo tako malo bolj zafektiran lik, ker sem gledal vse te dokumentarce, je pa tak preprost, direkten pubec.
Rekel, ki te vžge po rami, pa ti roko stisne, pa je strašno prijeten človek. No. Wow. No, on je poskrbel tudi za kariero Tučelos, ne? Ja, med drugim. Med drugim. Že dva Nekaj ima z Mariborčem. Ja, nekaj ima z Mariborčem. Lušni fanti smo, pa to se še. Tako. Ja. No, ampak mimo tega je fajn, da ponesete glas o umetnikih, ki rastejo tukaj, ker je pa to, recimo, če hočeš biti res uspešen, pravzaprav edina pot, ker bom zdaj povzel v bistvu ene tvoje besede, če pač mi v Sloveniji ne bi kulture financirali iz proračuna, verjetno ne bi imeli. Ne? Ja, to je res žal, ker pri nas ne obstaja tržišča, ni tržišča in tudi mislim, da ni pogojev za to, da ni to stvar neke lenobe, oziroma je pač majhnost tista, ki ima svoj davek. Vse fajn stvari, ki jih prinaša, ne, seveda ima tudi neko ceno in ena od teh je to, da ni razvitega tržišča na tak način, oziroma da se naša scena zelo hitro zapolni s trendi. Potem samo eno stvar, vsi pihajo v isti rok, samo eno stvar počnejo. Tudi zunaj so trendi, ampak še zmeraj je dosti prostora za druge alternativne stvari, ki prav tako živijo, ker je seveda povpraševanja veliko. Ali pa na neki točki postanejo trend, če pogledamo punk muziko, recimo, če se vrnemo nazaj, ali pa podobne zgodbe. Ne? Ja, sam se veš sam, ne? Danes so drugačni časi. Ja, res je. Včasih si imel glasbene urednike, ki so poznali odhode vlakov, ne? In so oni rekli, Madonna, to je dober komad, in so ga vrteli, in je seveda frekvenca predvajanja bila odvisna od tega, kako je tale kurator, vratar te scene, ocenil, da je ta komad dober. Danes pa se velikokrat zgodi, da kar založbe same pošljajo ven playliste, kjer sami določijo, kak frekventno se kjeri komad vrti in potem recimo umetno ustvarijo nek hit. Ne? In ti misliš, to je hit, zato ker ga imajo ljudje radi, ampak v bistvu ni tako. Se pravi, neka romantika je tukaj umanjkala, je pa kaj druga prišlo. Seveda. Ja, no, problem je res, ker tudi trende narekujejo algoritmi, kar je seveda tudi težava, ampak to ne spremeni dejstva, da je recimo, in to je tako, prav ono, da ti glavo raznese dejstvo, da je nov video spot za Paula McCartneyja, ki je top 3 največjih glasbenih legend v zgodovini človeštva, nastajal na Krekovi. Res je, pa tudi za Beatle je nastajal na Krekovi, pa tudi za Stonese, pa tudi za YouTube. Ja. Noro. Maribor. Ampak dejstvo, in pol veš, ker roka srečaš, kje na ulici, pa sploh ne veš v bistvu, da bi imel samo če postaviš to v taki kontekst, točno to, da greš tam po pločniku na Krekovi, pa sploh ne veš, da v enem nadstropju više dveh se dogaja magija in da bo šlo tisto v svet globalno, in da bodo to vsi videli. To samo govori o tem, da je, kako se prej rekla v pauzi, majhnost samo v glavah. In da imamo mi še kako zgodbe, ki so vredne, da se jih deli, da se jih pove. In ne samo to, da smo tudi mi bazen veliko talenta. In danes seveda ni več izgovora tako kot včasih, ker imamo internet in smo povezani globalno, tako da naj bo to spodbuda tudi za druge. Ja, absolutno, če iz česa lahko črpamo spodbudo in motivacijo, so zgodbe, kot je recimo ravno ta, o kateri danes govorimo, zgodba Roka Predina. Definitivno pa je zdaj treba malo se nasloniti tudi na te aktualne tehnološke dosežke človeštva pod narekovaji, seveda govorimo o tem AI oziroma kognitivnem računalništvu, kako kaj to zdaj vpliva, recimo, ker danes, to smo ravno včeraj imeli debato, danes je že vsak grafični oblikovalec, vsak je glasbeni producent. Misli, da je. Ja, ker to je velika razlika. Včasih si dobo sporočilo, dobimo se ob 5 tam, danes dobiš neki video ali pa že vse nekaj, čuj tam. Kako to recimo, kako na to gledaš? Ja, jaz gledam na to, da je to ena krasna igračka za ljudi, ki se radi igrajo z temi spoti, kot si jih prej opisal. Drugače je to tudi lahko zelo uporabno orodje, kot vsako drugo, ki bo seveda pospešilo produkcijo in razbremenilo ustvarjalce. Se pravi, tukaj govorimo o takih dolgočasnih praksah, kot je rotoskopija ali pa kakšne druge stvari, ki so terjale veliko časa in pozornosti. Seveda zdaj se to avtomatizira na en ful praktičen način. Je pa res, da je problem pri
predvsem vidim problem pri tistih, ki šele vstopajo v ta svet vizualne komunikacije in zamenjujejo algoritem z ustvarjalnostjo. Ker mislim, da nekdo, ki je na sceni že več let, kot sem sam, pa veliko drugih, prepozna v AI-ju orodje, mislim pa, da tam ti mladi, ki prihajajo gor, ne vsi, ampak obstaja nevarnost, da seveda razumejo to na nek način, kot da je to del njihove lastne ustvarjalnosti, čeprav seveda ni, po mojem. Ja, absolutno. In zdaj, veš, in tu se bo zdaj treba ločiti, tu bo treba izobraziti v bistvu predvsem te mlade, ki prihajajo, da se bodo tega zavedali. Kakšni so trendi glede tega zdaj globalno, ker jih zagotovo poznaš, kako recimo v industriji se gleda na to? Seveda kapital zmeraj išče bližnjice in čim bolj poceni pač produkcije, tako da stvar se bo obrnila na glavo parkrat, po mojem. Ljudje bodo izgubili službe in seveda stvar bo drugačna in to je to. Nima pa smisla tabuizirati AI-ja, nima smisla se od tega odvračati, ker to ne bo izginilo, to je zdaj tukaj to dejstvo in samo še vedno boljši bo postal ta algoritem. In jaz vem, ki kadarkoli ga uporabljam na način, recimo na kreativen način, me pelje ženega čez vodo. Umanjka tista neka izkušnja ustvarjalnosti in mislim, da to bodo ljudje začutili, in tudi že se vidi in seveda vejo. Je pa tudi res, da je na tržišču tako, da neko nepisano pravilo velja, da tista firma, ki uporablja AI za svoje reklame, je v bistvu taka bolj kmetavzarska firma, bi rekel, nekdo, ki je škrt in ne bi rad podpiral ustvarjalnosti, ko delamo za te velike znamke, ki delam tudi komercialno, tam imajo že prav klauzulo, da se zavezeš, da ne boš uporabljal AI-ja. Super. Kadarkoli dela za BBC ali pa dela za Universal, pa to moš podpisati, da bo to stvar, ki jo je delo človek. A vrhunsko, torej še je upanje. Zaenkrat še, Rok, mi smo izjemno veseli, da si vzel danes čas, nas obiskal, podelil z nami te dragocene izkušnje, kot sem rekel, vsi, ki upajo in imajo neko vizijo, neko željo, da se živ dokaz je zgodba Roka Predina in iz tega je treba črpati. Jaz verjamem, da se bomo še veliko krat videli, prosim, ko bo kak velik projekt, o katerem je vredno spregovoriti. Prosim, daj povej, če morda preden izide ali pa ko izide, tako izide, da se lahko o tem pogovorimo. Izjemno smo ponosni na te, Rok, verjetno premalo krat to slišiš iz okolja, v katerem si tako širše gledano. Hvala, da nosiš ime našega mesta naokoli in da si pač to, kar si in delaš s tem naše mesto boljše.